moji dragi otroci. Kako je dobra hrana, kaj naj moji gostje? Veste, Judje imamo prav posebna pravila glede prehranjevanja, ki nam določajo, kaj lahko jemo in česa ne smemo jesti. Ta pravila se imenujejo košer. Dovoljujejo nam, da lahko jemo samo hrano, ki nam jo predpišejo in nam tudi povejo, kako jo moramo pripraviti. No, sedaj pa poglejmo, česa naši junaki niso smeli jesti. Komu lahko natočim najboljše babilonsko vino? Morda tebi, o glavni dvorni svetovalec? Oprosti, ne smem. Veš, to vino je bilo posvečeno vašemu Bogu, ki ga mi ne častimo. Judje pa po postavi ne smemo zaužiti ničesar, kar je bilo posvečeno tujim bogovom ali celo malikom. Kaj ste resni? Tako je, kot je rekel Daniel. No, če že ne boste pili vina, vsaj pojejte veliko mesa, da vam bo dalo moč in energijo. Tudi tega mesa ne smemo. Po naših zakonih je svinja prepovedano meso. No, sedaj ste pa že malo razvajeni. Ni nič dovolj dobro za vas. Kaj, ali mislite, da vam bomo pripravljali izraelsko hrano, kakšnega kozliča ali jagnjenčka? Saj niste kralji, da bi si lahko izmišljali, kaj boste jedli. Pa sej, v bistvu nič ne rabimo, nič ne prosimo. Nam je dost voda, pa sadje, pa kakšna zelenjava. Drugega ne rabimo. Kaj? A samo ob sadju in vodi boste potem? To ne bo šlo. Ne, ne in ne. Res je, da si ti, Daniel, postal glavni dvorni svetovalec in nadzornik, ampak še vedno sem jaz vaš skrbnik. In to pomeni, da bom jaz nosil posledice, če boste skušali in boste ob svojo moč. Kralj me bo dal ubiti. Pusti jih, naj delajo, kar hočejo. Nisi ti kriv, če oni želijo stradati. Nisem jaz kriv, ampak ali misliš, da bo kralja to zanimalo? Ne, dal me bo levom, ker nisem ubogal njegovih ukazov. Oprosti, nočemo te spravljati v nevarnost. Okej, kaj pa, če se takole dogovorimo? 10 dni nam pusti, da jemo tisto, kar nam dopušča postava. Če bomo po 10 dneh bolj slabotni ali pa bledi, potem bomo pa jedli vašo hrano. To bi šlo, ja. Ampak, ali res mislite, da boste ostali zdravi? Bogu bomo ostali zvesti v naših zapovedih in on bo ostal zvest nam. Vem, da bo poskrbel za nas. Na ukaz kralja Nebukadnezarja se od danes naprej v Babilonu časti kip Marduka, našega boga. Vsak mora zlati kip počastiti in se mu do tal prikloniti. Kdor tega ne bo upošteval, bo vržen v peč. Tako je odločil kralj Nebukadnezar. No, to boste pa morali upoštevati, sicer vas čaka ogenj. Pojdimo sedaj na svoje delo, dovolj časa smo že zapravili. Vi, izraelski modrici, pa ne pozabite, čez 10 dni bomo preverili, kakšnega zdravja ste. Ne bomo pozabili. No, otroci,
videli smo, da naši mladeniči niso hoteli jesti iste hrane, kot sta jo Timuhar in Jakomar. Ampak, a mi zna kdo razložiti, zakaj niso hoteli niti vina, niti mesa? Zato, ker je bilo to posečeno. Posečeno? Zato, ker so Judje. Ja, imaš kar prav. A se spomnite tistih pravil, ki sem vam jih prej omenila? Kako se že imenujejo? A se kdo spomni? Imenujejo se košer. Ta pravila temeljijo na prvih 5 Mojzesovih knjigah, ki so bile spisane že v letih 1275 pred našim štetjem in temeljijo na zakonih, ki nam pomagajo pri ohranjanju našega zdravja. No, otroci, veste, naprimer, Judje niso smeli, so lahko jedli samo določeno hrano, naprimer od mesa ovce in pa krave, ki so bile pravilno zaklane, ali pa pri ribah samo ribe z luskami in pa plavutmi, kot so losos in pa tuna. In pa niso smeli mešati mlečnih ter mesnih izdelkov in so jih morali pripravljati v ločenih posodah in jih tako tudi zauživati. Lahko so jedli purane in pa piščance, niso pa smeli jesti zajcev ter nekaterih drugih ptičev. Ko pa je prišlo do njihove dožidovske velike noči, pa so bila pravila še posebej stroga. Ampak ne bomo zdaj le o tem, a prav, se bomo posvetili Danielu in kar poglejmo, kaj se je zgodilo potem. Pripravite se na prihod našega kralja Nebukadnezarja. Vojak, pojdi mi po moje modrice. Kakor ukažete, moj kralj. Babilonski svetovalci, Jakomar in Timuhar, Daniel, Hananja, Mišael, Azarja, kralj vas kliče k sebi. Ste nas klicali, o moj kralj? Da, želel sem videti, kako napredujete in kako ti skrbiš za njih. Ah, ja, seveda, moj kralj. No, mladeniči, stopite malo naprej, da si vas kralj lahko ogleda. Jakomar, kaj si jim dajo za jesti? A, za jesti? Nič posebnega, moj kralj. Tisto, kar je bilo na mizi, to so jedli. Res, prisežem. No, karkoli si jim že dal, tudi ti malo tega pojej, da boš videti tako čil in zdrav, kot zgledajo oni. Obrazi jim kar žarijo. Iskreno, ti si videti malo slabše. Ja, seveda. Oprostite, moj kralj. Potrudil se bom in jedel bolj zdravo. Veseli me, da ste zadovoljni svetovalci, ki so bili meni zaupani v varstvo. Tako, dobro napredujete. Sedaj se pa vrnite nazaj k svojim zadolžitvam. Daniel, ti pa ostani tukaj, zate imam nalogo. Da, moj kralj, kako vam lahko pomagam? Pojdi v kraljevo zakladnico in poglej, če so pravilno popisali zadnji bojni plen, ki smo ga pridobili z zmago z Medijci. Kakor želite, moj kralj. O, zlata podoba, moj bog!
Častite po ukazu kralja Nebukadnezarja. Tudi vi morate počastiti kip. Ne, maliko pa ne bomo častili. Ostali bomo zvesti našemu Bogu. On je poskrbel za naša telesa, da nismo skirali. Vem, da bo tudi sedaj poskrbel za nas. Ej, Timohar, sedaj imamo priložnost, da spet postaneva glavna kraljeva svetovalca. Tako je, najna dolžnost je, da poveva, da je nekdo prelomil kraljev ukaz. Ja, tako sva častna, da bo povedala kralju, pa čeprav bova s tem izdala najne prijatelje. Boš videl, kako naj bo potem cenil in nama zaupal. Pridi, pojdiva do njega. O, moj kralj, ali vas sme vaš ponižni svetovalec malo zmotiti? Jakomar, kaj želiš? Povej hitro, delo imam. Z vsem dolžnim spoštovanjem, o kralj, imava težko novico. Res, kar srce se nama trga. Ah ja, srce se nama trga ob tej strašni novici. Ampak vam mora povedati, da se trije izraelski mladeniči, Hananja, Mišael in Azarja, niso hoteli pokloniti in počastiti zlate podobe boga Marduka. Tako je, niso upoštevali vašega ukaza in čeprav so najni dobri prijatelji, so se vseeno odločila, da bo poštena pred vami. Prav sta storila. Straža! Da, moj kralj. Takoj pojdi in mi pri tej priči prinesi modrece, Hananjaja, Mišaela in Azarjaja. Kakor ukažete, moj kralj. Ste klicali po nas, o kralj? Sem. Samo enkrat vas bom vprašal, ali je res, da niste počastili kipa, kot bi ga po mojem ukazu morali? Res je. In ali veste, da je kazen za nepokorščino smrt v ognjeni peči? Vemo. No, ker ste moji svetovalci, vam dam še eno priložnost, da greste in počastite kip. Če tega ne boste storili, vas vse vržem v ognjeno peč. Nima milosti za nepokornost. Ostali bomo zvesti našemu Bogu. Pa nared z nami, kar moraš. No, sami ste se zapečatili v sodo. Sedaj boste videli, kako nemočen je vaš kralj proti našemu Marduku. Straža, vrzite jih vse v ognjeno peč. Sedaj boste videli, kako nemočen je vaš Bog. Presneto! Mislim, da mi je ogenj požgal brvi. Timohar, poglej me, ali mi je še ostalo kaj v brvi. Ne vem, nekaj res smrdi po zažganem. Daj roke dol, da vidim. Ne, tvoje brvi so še cele. Verjetno so to mladeniči. Oni so v ognju, ne ti. Moj med! Tako je vroče v peči, da se je moj med začel topiti. Niti kosti ne bodo ostale, njih tako je vroče. Poglejte, kako je nemočen njihov Bog proti ognju. To naj bo poduk vsem, ki ne bodo upoštevali mojega ukaza. Poglejte, mar nismo treh ljudi vrgli v ogenj? Kdo pa je tisti v belem? Ali je to angel iz nebes? Prikazan! Naš kralj ima prav. Kakšna čarovnija je to? Bežijo pred prikazijo, ki nadzorujejo ogenj! Timohar, počakaj me! Modreci, stopite dol iz peči.
ste zvesti Bogu. Sedaj vem, da je kako mogočen je vaš Bog. Hvaleno bodi Božje ime. Mi smo mu ostali zvesti v malih stvarih in on nam je ostal zvest v velikih. Nama še vaših las, niti vaših oblik ni poškodoval. Resnično, blagor vam, ki ste ostali zvesti Bogu tudi do smrti. Sedaj vidim in verjamem, kako mogočen je vaš Bog. Zato dodajem nov ukaz. Kdorkoli, ki žali Boga Izraelcev, bo preganjan. Zdaj verjamem in vem, da ni drugega Boga, kakor je Izraelov Bog. No, otroci, še dobro, da je bil Bog v tej zgodbi na naši strani in mi na strani Boga. Ampak, če boste pa kdaj na ognju pekli hrenovke, pa le pazite, da se ne boste upekli, ker nas Bog ne more obvarovati pred vsemi opeklinami. Moramo poskrbeti za svojo varnost in ne smemo preizkušati Boga. Aj prav, smo zmenjeni? Super. Se vidimo jutri. Šalom! Šalom!